Danes v Pomurskem dnevniku. Regijski produkti za razvoj turizma. Se Pomurci lahko zanesemo na svoje sosede? Pomurske nogometašice na prvem mestu. Stanje Gajserja ni rožnato. Vreme jutri bo delno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je v Moravskih Toplicah potekal simpozij na temo vodilnih regijskih produktov kot priložnosti za razvoj avtentične turistične ponudbe, ki ga je organiziral Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Simpozij je potekal v okviru mednarodnega projekta Flagship Products. Namen tega projekta, ki ga izvajamo skupaj z avstrijskimi partnerji, seveda tudi slovenskimi, je, da skozi vodilne regijske produkte postavimo regijo na en turistični zemljevid z nekimi unikatnimi izdelki oziroma z unikatnimi produkti. Torej, mi želimo, da se skozi ta projekt, produkti, ki jih imamo v Pomurju in Podravju na slovenski strani in na avstrijski strani je avstrijska štajerska partner na projektu, da se skozi produkte, kot so jabolko in bučno olje, potem termalna in mineralna voda, kruh, vino in med, da se skozi to pozicioniramo in da se skozi to predstavljamo kot turistične destinacije, kjer lahko preizkušajo, doživljajo, ker doživetja so najbolj pomembnejša, potem tudi našo regijo. To pomeni, da gostom, ki pridejo v regijo, ponudijo lokalno v okolju, v katerem so ti izdelki nastali oziroma zrastli. To po eni strani pomeni, da mi našim gostom, ki pridejo v našo regijo, ponudimo kvalitetne, avtohtone, avtentične produkte, da je to bučno olje drugačno, boljše pri nas, če ga okušajo, bodisi na solatah ali pa nekih drugih oblikah, ali pa da si privoščijo kakšen bučni wellness, da je to ta najbolj pristna izkušnja in potem seveda, da tudi znajo ceniti te izdelke, da potem, ko pridejo domov, da znajo ločiti, kaj je dobro bučno olje, pa kaj je pa tisto, ki ni tako dobro, pa ga še vedno in ga kdo prodaja pod znamko bučnega olja. Lokalna pridelava in nakup lokalnih izdelkov sicer pridobiva na prepoznavnosti, a je vseeno uvoz hrane v porastu. O tem, kako v Sloveniji vidimo, da se potrošniki pa trgovci zelo zanimajo za slovensko poreklo hrane. Skratka, vidimo zelo veliko glasov, vidimo zelo veliko polic, najdemo, ne vem, slovenske prekmurske izdelke in tako naprej. In tudi ljudje izrekajo, se pravi v anketah, ko ljudi sprašujemo, kako pivle, kelko pivle in tako naprej, vsi izrekajo dosta slovenske hrane, pa če želijo dati v košarico. Da pa pogledamo drugo stran, se pravi objektivne podatke, pogledamo podatke statističnega urada v mednarodni menjavi, kako Slovenijo uvozimo in izvozimo, pa seveda vidimo, da se ta ljubezen, romantika ne odraža v realnem stanju. Skratka, v Sloveniji se zelo povečuje uvoz hrane, mi smo v bistvu podvojili količino uvoza hrane v 10 letih, povečal smo tudi sicer izvoz, kar pomeni, da se na naših krožnikih znajde čedalje manj hrane slovenskega porekla. To je en tak paradoks. Med drugim je svoj način pridelave, biodinamične, na simpoziju predstavil tudi Darko Ipša. Poudarek je na pridelavi izjemno kakovostne hrane, hrane, ki nima samo vitaminov in mineralov, se pravi teh snovne vsebnosti, ampak ima tudi sile, ki so potrebne za naše delovanje, tako fizično kot miselno. Drugi aspekt je pa zdravljenje, na nek način regeneracija in revitalizacija zemlje, ki je dejansko nujna za zdravje rastlin, ker so rastline neposredno povezane z zemljo. A lokalna, ekološka ali biološka pridelava sama po sebi ni dovolj, potrebna je prepoznavnost. Tako je tudi hotel Livada eden izmed primerov dobre prakse, saj je povpraševanje gostov po lokalni ponudbi na krožniku vedno večje. Vedno se bo našel nekdo, ki bo zgradil lepši hotel, atraktivnejši tobogan ali bo na trgu ponudil nižjo ceno. Zato moramo konkurirati s tistim, kar se ne da kopirati, kar imamo samo v tem lokalnem okolju. In tile lokalni produkti, lokalni ljudje, lokalne naravne in kulturne danosti so tista pika na i oziroma tista posebnost, ki potem dela razliko med nami in med vsemi ostalimi destinacijami. Mi v Termah 3000 se že vrsto let trudimo izboljšati ta odnos oziroma povečati število lokalnih produktov v naši ponudbi. Moram povedati, da nam to zelo dobro uspeva. Sodelujemo z lokalnimi ponudniki, tako ponujamo lokalna zelišča v sodelovanju z ekosocialno kmetijo Korenika, imamo prekmursko zelenjavo, prekmurski krompir in še bi lahko našteval. Seveda pa tega sodelovanja nikoli ni preveč, tako da si želimo še okrepiti vezi z pridelovalci,
Predvsem pa je naša želja, če se ti pridelovalci povežejo v neko prodajno mrežo, kajti nam kot veliki firmi je težko sodelovati z mnogimi majhnimi partnerji, veliko lažje delamo, če se oni združijo in mi imamo potem enega sogovornika za prodajo. Pri tem povezovanju lahko pomaga tudi projekt Flagship Products, ki se je v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija začel lani in bo trajal 3 leta. Slovenski pregovor pravi, dober sosed je vreden več kot 10 stricev. Pomurci se tega očitno dobro zavedamo, saj se več kot 3/4 prebivalcev lahko zanese na svoje sosede. Kljub večkrat poraznim rezultatom pomurske regije in nizkim uvrstitvam na lestvicah so nam statistični podatki kdaj pa kdaj tudi naklonjeni. Morda pa težki časi med ljudmi prav zares stkejo prisnejše vezi. Preverili smo na ulicah. Se lahko zanesete na svoje sosede? Redko. Redko? Zakaj? Ja, neprevidljivo. Vedno. Vedno? Aha. Torej ste si dobri z svojim sosedom? Ja, moraš biti. Zakaj? Ja, če sem jaz dober, on ti dober. Vsemi sosedami smo dobri. Odite k njim na kavo? Seveda. Ja. Kaj še delate skupaj? Tako malo se veni, kaj pogovarjamo. Zakaj pa si ne bi bil? Soseda je treba spoštovati, kako domače. Ne? Ja, tako je, tako uči, pa tako sem jaz učil, ker sem pri sveti delal, da se vsemi mora biti dober. Posebno pa s tistimi, ki so mu najbližji. Ne? Seveda, Ja. seveda. Menite, da je to koristno? Ja, vsekakor. Zakaj? Ja, odnosi sosedski so pa najbolj pomembni. Normalno. Zakaj? Zaradi pomoči ali zakaj? Tudi to, če pride slučajno do tega, ja. V Pomurju je nasplošno dobra sosedska povezanost ali? Pa ja, no, nekako. Večinoma je, ampak mlajša generacija pa ne. Ne gli preveč dobro. Zakaj? Ja, dosti takšni je, ko so si ne dobre. Je pa ne. Je pa ne. So takšni, ki bi radi tisto imeli, ki ni njihovo. Pa človek popusti, pa se ne jezi zaradi tega, zaradi takšne malenkosti. Pa ne samo nevoščljivost, škodoželjnost pa vse. Če bi mogli, bi tudi človeka v žlici vode vtopili, ampak se to ne da. Poznate koga, ki si je v laseh z sosedom? To tudi poznam, ja. Nagajajo se. Kako? Predvsem nagajajo se z besedami, z žaljivkami. Nagajajo se ljudje. V športnem parku Beltinci je bil v nedeljo odigran še zadnji krog rednega dela slovenske ženske nogometne lige, v katerem so se članice ŽNK Teleink Pomurje pomerile z ekipo iz Radomelj. Glede na zadnje srečanje so se naše igralke izkazale izjemno učinkovito in zanesljivo slavile z 9:1 ter tako osvojile prvo mesto po rednem delu tekmovanja. Tudi v derbi zadnjega kroga rednega dela so naše igralke krenile brez prve vratarke Sare Nemet, ki še zmeraj okreva po bolezni. Tako je Nuša Ladinek na igrišče športnega parka Beltinci poslala Špelo Frast, Tijano Krstič, Špelo Kolbel, Manjo Rogan, Moniko Conjar, Špelo Rozmarič, Nikoleto Nikolič, Biljano Bradič, Anjo Prša, Tjašo Tibalt in Saro Makovec. Na klopi za rezerve so na priložnost čakale Nika Nemec, Helena Hercigonja Multon in Tjaša Nemec. V prvem polčasu so ekipi iz Radomelj 3-krat zatresle mrežo, v drugem polčasu pa še 6-krat. Na koncu sta se ekipi razšli z rezultatom 9:1. Pomurke so tako osvojile prvo mesto po rednem delu tekmovanja. Minulo nedeljo so motokrosisti tekmovali na 7. dirki za svetovno prvenstvo v elitni kategoriji. Tim Gajser je bil 17., saj je v drugi vožnji doživel hud padec in je bil prepeljan v bolnišnico. V ponedeljek se je vrnil v Slovenijo. Po vrnitvi v Mariborski klinični center je Tim Gajser opravil nadaljne preglede, ki so, tako kot prvi pregled v Latviji, pokazali, da Gajser pri padcu k sreči ni utrpel nobenih zlomov. Tim se je lažje poškodoval že pred odhodom v Latvijo. V četrtek si je na treningu zvil levo zapestje. Posledično je v soboto na uradnem treningu pred kvalifikacijami bolj obremenil desno zapestje, zato mu je zategnilo levo roko, je pojasnil Timov oče in trener Bogomir Gajser.
No to je v nedeljo najprej sledila nesreča v prvi vožnji, ko je Timu v nogo zapeljal španski tekmovalec José Butron. Španec se je namreč s polno hitrostjo zapeljal naravnost v Timovo nogo. Težav še kar ni bilo konec in v drugi vožnji se je zgodil padec, ob katerem je vsem zastal dih. Še posebej zato, ker se Tim po padcu ni pobral. Tim je namreč zapeljal v kanal in zamudil skok, ker ni vstal z motorja, ga je z motorja odbilo. Najprej je bil za trenutek v nezavesti, zdaj ima velike bolečine, posebno v prsnem košu. Kljub vsemu sta Tim in njegov oče optimista in verjameta, da bo Tim tekmoval že na naslednji dirki svetovnega prvenstva, ki bo 21. maja v Nemčiji. Čebelarska zveza Slovenije je pripravila v Velenju 40. državno srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev. Tekmovanja se je udeležilo več kot 550 učencev in njihovih mentorjev iz 110 osnovnih in srednjih šol ter čebelarskih društev. Med njimi so bili tudi učenci iz Pomurja. Med tekmovalci so bili tudi učenci pomurskih osnovnih šol Stročja vas, Puconci, Gornja Radgona, Ivana Cankarja Ljutomer, Sveti Jurij Rogašovci, Kapela, Miška Krajnca Velika Polana, Veržej, Antona Trstenjaka Negova in podružnične osnovne šole Bodonci in dvojezične osnovne šole Prosenjakovci. Med prejemniki zlatih priznanj sta na nižji stopnji tudi Urška Rižnar in Julija Leštan z osnovne šole Stročja vas. Na višji stopnji pa Tomi Šinko in Beno Jud z podružnične osnovne šole Bodonci. Večina preostalih tekmovalnih ekip mladih čebelarjev iz Pomurja je prejela srebrno, nekaj pa tudi bronasto priznanje. Potekalo je tudi tekmovanje v poslikavi panjske končnice. Na ocenjevanje je prispelo 158 poslikanih panjskih končnic, izbranih pa je bilo 10 najboljših končnic. Med zmagovalnimi je tudi panjska končnica, ki jo je poslikala 11-letna Ema Kuzmič iz osnovne šole Sveti Jurij. Podjetje Aha Mura je zopet na prodaj. Po kakšni ceni in kdaj lahko preberete na spletnem portalu www.sobotainfo.com. Mi pa medtem preverimo še kratke novice. Čeprav smo krepko v maju, se ne moremo rešiti aprilskega vremena. Zaenkrat imamo jasno, a hladno vreme. Medtem ko vremenoslovci napovedujejo poslabšanje za vikend. Preverimo napoved. Danes smo imeli oblačen in hladnejši dan. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko in Murski Soboti namerili 11 stopinj, v Lendavi in Radencih pa stopinjo več. Jutri bo v večjem delu zahodne ter ponekod v osrednji Sloveniji pretežno oblačno. Drugod, predvsem v severovzhodnih krajih, bo delno jasno. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale med 8 in 9 stopinj, dnevne se bodo povzpele do 22. Tudi v petek bo več oblakov na zahodu in več sonca na vzhodu. Padavine bodo pogostejše v zahodnih, hribovitih krajih. Popoldne pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nastale tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva bo nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. Temperature bodo v naših krajih zjutraj okrog 13 stopinj, dnevne se bodo povzpele do 24. Toliko za danes, že sedaj pa vam lahko izdamo, da bomo jutri poročali o vratolomnih akrobacijah v zraku. Vabljeni že sedaj, da preverite spletno stran www.tvideja.si. Lep preostanek večera vam želimo. Do jutri, nasvidenje.